Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni. Vsi čakamo, kaj se bo zgodilo na ameriških volitvah, še prej, koliko odličij bo zaslužila Slovenija na olimpijskih igrah, kako bodo vse večje in vse bolj napete vojne zgodbe otežile naš vsakdan, naša potovanja, urejanje osebnih zadev in birokracijo. In ali se bomo izvili iz poletja 2024 brez takšnih velikih ran, kot smo jih ob poplavah doživeli lani. Zanimivo je, da za skoraj vse okoliščine na svetu in doma nam lahko močno pri zasledovanju ciljev, hitrega in učinkovitega delovanja pomaga digitalizacija oziroma dovršena digitalna orodja. Zato danes v podcastu Supermoč, ki ga je podprlo podjetje Setce, ki v svoji poslovni identiteti nosi blagovno znamko Better Sign, gostim doktorico Alenko Žužek-Nemec iz Ministrstva za digitalno preobrazbo. Na kratko, da jo predstavim. Doktorica Alenka Žužek-Nemec je magistrirala iz računalništva ter doktorirala iz elektrotehnike. Njeno prvo delovno mesto je bilo na Raziskovalnem inštitutu Jožef Štefan. Od leta 2004 dalje je bila zaposlena na Ministrstvu za javno upravo, sedaj pa dela na Ministrstvu za digitalno preobrazbo na področju e-identitet in storitev, zaupanja ter usmerjanja razvoja e-uprave, predvsem z vidika zagotavljanja enotnega digitalnega trga v Evropski uniji. Je odgovorna za različne koordinacije znotraj domačega in tujega trga, ampak ker je doktorica Alenka Žužek-Nemec velika strokovnjakinja na področju e-denarnice, bova temu področju sprva v podcastu Supermoč posvetili največ pozornosti. Sicer pa, doktorica Alenka, lepo pozdravljeni in dobrodošli v podcastu Supermoč. Najlepša hvala, ja, lepo vabilo. Kako prijetno in dobro je letošnje poletje z vami? Mi smo, v glavnem sem v službi, zato ker je moja hči lansko leto, šolsko leto preživela v Veroni. Je srednješolka in ima še dolgove potem v gimnaziji, in sicer Škofijski gimnaziji, drugi letnik. V Veroni je plesala balet, no, in je potem nekako je ostalo precej še testov, predmetov za opraviti, tako da v glavnem smo v domačem okolju, kjer v glavnem potem usmerjamo svojo moč v to, da hči nekako zasledujemo in jo je tako, da bo v bistvu opravila tudi svoj drugi letnik uspešno na Škofijski gimnaziji, potem pa se nadejamo zadnjega tedna, da gremo pa na brezskrbne počitnice, tako da to je, kar se tiče. Drugače pa imamo na ministrstvu nekako ni zatišja, delamo naprej, delamo v bistvu projekte, nadaljujemo, tako da mogoče je malo manj sestankov kot sicer, ampak drugače smo pa kar nekako aktivni, no. Tako da tudi v teh tednih, ja. Včasih so dejali, da je poletje čas kislih kumaric. Ob taki dinamiki doma in po svetu pravzaprav tega novinarskega izreka pravzaprav ne uporabljamo več, ampak zanimivo, gospa Alenka, ko pravite, kako podpirate svojo hčerko, mislim, da smo starši, ki imamo tako predane otroke, kar dobro angažirani in dejansko tem otrokom pravzaprav usmerjamo in podarjamo ves svoj čas, fokus in tudi družinsko dinamiko. Zasledujete njene sanje ali tudi malce vaše? Vsekakor jo, ko je pred enim letom prišla s to idejo, da bi šla za eno leto v Verono, stara praktično 16 let, 15 let takrat, ne, smo bili vsi malo šokirani, po drugi strani se nam je zdela taka dobra priložnost, da si odpre svet, da si nekako, da se ne zdi to, da greš nekam v tujino, kot nekaj, ne vem, da se preseliš iz Ljubljane v Maribor, ampak da dejansko se ti svet odpira potem tudi za naprej.
kanček te nemirnosti je gotovo tudi v naši družini. Moj mož je živel v Iraku, zelo veliko je potoval, tako da jaz sem bila sicer omejena bolj na Evropsko unijo, predvsem službeno, Bruselj pa te evropske države, no, ampak v bistvu ta odprtost za to čezmejnost, za v bistvu izkušnje v tujini so seveda nekaj, kar v družini podpiramo, no, vsekakor, no, tako da je to delček tudi mojih ambicij gotovo. Ko slišim, da deklica tako predano pleše klasičen balet, me to malce vznemiri, namreč pogovarjate se zdaj pa že odraslo deklico, ki pa je 15 let in več posvetila prav klasičnemu baletu. In še danes imam to v DNK-ju in vse, kar je v zvezi z baletom, me navdušuje. In predstavljam si, kako lepo je pravzaprav doživeti enoletno zgodbo v Veroni ob treningih in klasih klasičnega baleta. Je tam kakšna baletna šola pomembnejša? Ja, je v bistvu ena taka privat šola, ki je nekako njihov slogan je, da uresničujejo sanje. Wow. Namreč zelo so tako usmerjeni v to, da oni te svoje učence poskušajo potem spraviti v svet. Tako da ravno včeraj mi je hči povedala, da so 3 iz šole uspele priti v Bolšoj teater. Tako da je tukaj res neko tako gojišče takih talentov. No? Tako da, prima balerini. Tako. No, je pa res, da potem ta balet, recimo v Italiji, je dosti bolj nekako skoncentriran vsa ta leta in je več otroci vlagajo v ta balet. Tako da nekako slovenski baletniki nekako niso, jaz mislim, da bi morala potem še najmanj 1 leto ali pa 2 nadaljevati, da bi v bistvu nekako bila konkurenčna. Tako da, ampak nekako se je potem vseeno odločila, da je mogoče vse nadaljevanje potem v Sloveniji, potem tudi tista prava pot. Tako da zaenkrat smo videli Verono, izkusili smo, doživeli smo Verono skoraj vsak vikend v Veroni. Wow. Sliši se zelo romantično. Iz srca privoščim celotni družini in želim vaši hčerki vse dobro na tej pravzaprav zelo zahtevni poti. Balet je vsekakor ena najtežjih umetnosti, športov, aktivnosti. Ampak, ker se pogovarjava vendarle o vsem, kar je in digitalno, spustiti otroka pravzaprav v tuje mesto za toliko časa samega je verjetno kar težka naloga, izziv si predstavljam. Vam pomagajo online chati, videokoli, vsa ta orodja, ki jih zdaj uporabljamo. Je to danes nekoliko za starše in otroka lažje za premostiti to oddaljenost? Gotovo, ja, pa predvsem to, da lahko sledim, kje je, če se mi ne oglasi. Tako da to je bila ena izmed takih ključnih dejavnikov, da sem nekako jo spustila, ni bila sama, imela še prijateljico, tudi baletko iz Slovenije, tako da sta bili 2. Kot rečeno, smo pa v bistvu izkoristili potem tudi to, da smo v bistvu eni in drugi starši v bistvu bili stalno na preži. Ja, pa tudi v Veroni, ki je nazadnje 3 ure oddaljena od Ljubljane, tako da je to nekako, smo si pomagali tudi z analognim, no, da smo. Odlično. Je pa gotovo res, da je v bistvu to, tudi ta izkušnja s pandemijo, da smo v bistvu veliko bili tudi online, da smo vsi bili navajeni uporabljati Teamse, Zoome in tako naprej, je to tudi omogočalo, recimo, da sta potem lahko tudi kakšne z nami v prvi vrsti, ampak tudi recimo, kar se tiče šole, da ste kakšne obveznosti upravljali lahko nadaljavo, da ste imeli tudi kakšne sestanke, pa tako, da je to nekako olajšalo. Ni nadomestilo, ampak te njune prisotnosti v šoli, ampak kakšne stvari so bile pa gotovo lažje na tak način. Torej, razmah tehnoloških orodij, digitalizacija, digitalna orodja vsekakor močno vplivajo na naš vsakdan, na verjetno agilnejše, hitrejše zasledovanje ciljev, navsezadnje tudi na bližino, ampak midve sva se nekako izven etra dogovorili, da bi
javnosti, torej poslušalcem in pa gledalcem predstavili tako imenovano e-denarnico. Vi ste velik strokovnjak na tem področju, pa me zanima, dajva najprej na začetku sploh povedati, kaj e-denarnica v primerjavi z navadno denarnico sploh je, pa tudi v primerjavi z Apple Wallet, Google Wallet, kakšne so te razlike, kakšne so nianse, da bomo najprej razčistili pravzaprav pojme. Ja, zdaj tako v fizičnem svetu kamorkoli imamo kakšen tak formalnost za opraviti ali pa če nas policaj ustavi na cesti, moramo se izkazati recimo na cesti z vozniškim dovoljenjem, ko gremo v hotel, pokažemo svojo osebno izkaznico, ko prečkamo mejo, če je izven šengenskega območja, moramo pokazati svoj potni list. Tako da, ko pa to nekako prestavimo v ta naš virtualni online svet, moramo najti en nov način za izkazovanje naše identitete. In zdaj tukaj, recimo na našem ministrstvu oziroma pred ministrstvom je bil tudi Center vlade za informatiko, tam sem pravzaprav začela svojo to kariero javne uslužbenke, smo v bistvu začeli izdajati digitalna potrdila. To je bilo v bistvu digitalna potrdila, s katerimi smo se izkazovali, ko smo se lahko nekam prijavili, pa je bilo to digitalno potrdilo zanesljivo povezano z mojim imenom in priimkom, z mojim emšotom ali pa mojim davčno številko, tako da je recimo nekdo, kamor sem se prijavila, je pač zagotovo vedel, da sem jaz prava oseba. Ne. Zdaj pa v bistvu je tukaj, praktično smo tu začeli že 2001, zdaj razvoj tega področja je v Evropski uniji nekako je bil zelo razpršen. V fizičnem poznamo osebne izkaznice, ki so priznane povsod, potne liste, s katerimi lahko potujemo po celem svetu. Pri elektronskih identitetah pa v bistvu ni bilo takih mehanizmov, da bi Evropska unija rekla, zdaj pa bomo vsi uporabljali elektronsko osebno izkaznico, zdaj bomo pa vsi uporabljali v zadnjih času mobilne aplikacije, tako da ta razvoj po državah je bil zelo razpršen. Vsaka država se je tega lotila na svoj način. Tako da je v bistvu zdaj mi poskušamo, po drugi strani imamo pa ta enotni evropski trg, ta prost pretok, in ta prost pretok mora veljati tudi v online svetu. In v bistvu smo začeli praktično z poskusi, da bi našli rešitev že leta konec 2008, nekaj tasga. Tako da iščemo rešitve že praktično na zakonodaji in na praktičnih rešitvah že 20 let. Tako da to je v bistvu iz tega, da 20 let že poskušamo najti rešitev, so to v bistvu res take zahtevne naloge, čeprav se morda na prvi hip ne zdijo tako enostavne. Namreč Evropska unija ne more predpisati, zdaj bo pa Slovenija izdajala take elektronske identitete. Če še ni zrela za to, recimo. Tako, ali državljani nimajo vseh možnosti ali kaj podobnega. Tako kot osebna izkaznica, jo izdaja država. In kljub temu, da smo del Evropske unije, je ta pristojnost države, da poskrbi za svoje državljane. In potem je zdaj tudi motivirani tudi s pandemijo, je v bistvu Evropska komisija bila zelo zavzeta, zdaj pa moramo najti ene rešitve, zato da bomo spodbujali v bistvu to mobilnost, da bomo omogočili državljanom in pa podjetjem, da je trg ni omejen samo recimo na Slovenijo v našem primeru, ampak da je tukaj 27 oziroma 26 drugih trgov, kamor lahko gremo, da lahko podjetja delajo v katerikoli državi, da nismo zdaj tukaj, da se ne omejujemo z tega vidika. In zato so potem leta 2021 je v bistvu prišel ta predlog z evropsko, to je denarnica, ki se uradno reče Evropska denarnica za digitalno identiteto. To je v bistvu denarnica, ki pa je na nek način harmonizirana, tehnično, to se pravi, imamo zadaj zelo zahtevne standarde zaradi varnosti, zaradi možnosti zlorabe, ampak hkrati
je standardizirana v bistvu na tehnični ravni, ne? Ampak v bistvu jo pa mora vsaka država poskrbeti za svoje državljane, da jo v bistvu izdaja, da jo bo izdajala svojim državljanom in svojim podjetjem. Ampak bodo s to denarnico, ne, bodo pa lahko vsi poslovali tudi v drugih državah. Ne. To se pravi, jaz, če bom recimo želela upraviti neko zdravstveno storitev, pa bom rabila se prijaviti v Avstriji, bom lahko za slovensko denarnico, ki mi jo bo izdala slovenska država, bom lahko opravila recimo neke storitve v drugi državi, ali pa če bom želela, da bo moja hči šla v Italijo še kaj študirati, da bo lahko tudi nadaljavo opravila vse. Ne. To se pravi, to prvič izdajanje, ampak v bistvu pa tudi priznavanje potem v drugih državah. Ne? Pa mogoče ne samo kar se tiče storitev v javni upravi, ampak še več. Ne? Ta denarnica ne bi jo lahko uporabljali tudi v privatnem sektorju. Ne? Recimo, če se spomnim učinkov, ko je bila ta predlog te zakonodaje, ki je bil predlagan, so bili prihranki tako, recimo, samo v finančnem sektorju so se merili v milijardah. Ne? Recimo banke ne bi v bistvu omogočile svojim komitentom, da opravljajo e-bančništvo, to se pravi, da odpirajo račun, pa poslujejo s pomočjo te denarnice. Ne? Ali so učinki tudi, ko govorimo o tem, da imamo osebno izkaznico ali zdravstveno, kako lahko razumemo pa recimo na stroškovni ravni prihranke pri teh dveh recimo karticah? Mislite v povezavi z denarnico? Tako, ja. Ja. Zdaj, ta denarnica je zelo ambiciozna. To denarnico ne bi v bistvu potem postopoma, v to denarnico ne bi v bistvu naložili tudi recimo svoje vozniško dovoljenje, svoj potni list, verjetno tudi zdravstveno izkaznico. To so te kartice, ki sodijo v perspektivi v... Tako. Če jih razlikujemo, če pogledamo, kaj pa Google recimo denarnica oziroma Apple aplikacija, ne, jaz danes Apple aplikacijo uporabljam za boarding pase, ne, tam imam polno pa te kartice, tudi bančno kartico. Zdaj, lahko, da bo tukaj tudi se Apple prilagodil, pa bo recimo tehnično nadgradil to svojo denarnico, da bo to ta moja denarnica, v katero bom jaz potem uporabljala dokumente, pa se izkazovala, pa tudi elektronsko podpisovala. Ne. To ne smemo pozabiti, ta dimenzija, ne, tega elektronskega podpisa, recimo sploh v tem slovenskem, nemškem prostoru, ne, je v bistvu to, da moramo mi potem tudi dati svojo signature, ne, ta lastnoročni podpis je nekaj, kar je ta denarnica tudi prinaša. Ne, in bomo hkrati dobili vsi orodja tudi za praktično sredstvo za enakovredno z lastnoročnim podpisom. Tako da bodo lahko tudi pogodbe podpisovali s to denarnico. Ne, tako da je tukaj res ta priložnost je zelo ambiciozna. Ne? Zdaj, kakšna bo pa časovnica, bomo pa videli. Ja. Ampak kje pa smo v tem trenutku pri razvoju in uporabi v vsakdanu teh storitev, torej e-denarnice kot take? Ja, ta e-denarnica je v bistvu je bila zakonodaja zaključena meseca maja, ne? Je v bistvu stopila v veljavo. Zdaj imamo pa mi v bistvu časovnica je taka, da do novembra moramo pripraviti en kup izvedbenih aktov. To je zdaj zelo pravna materija, to moramo zdaj pač te zakonodajne vzpostaviti še, take bolj tehnične, ne. Potem pa imamo 2 leti, da to denarnico zagotovimo državljanom. Potem imajo pa še v bistvu države, pa privatni sektor, še leto, da se pripravijo na to. Tako da, če tako računamo, bomo konec leta 2026, lahko pričakujemo prve denarnice, potem pa še 1 leto, da bodo te denarnice res, da bomo lahko dejansko uporabljali v svojih bankah, v zdravstvenih domovih, doma in v tujini. Tako da ta načrt je sicer, se vsi zavedamo, zdaj zelo ambiciozen, ampak potekajo pa že aktivnosti na tem. No? Tako da naše ministrstvo sodeluje še 2 slovenskima partnerjema, z podjetjem Setse pa Iliriko, sodelujemo v enem velikem pilotnem projektu, ki se mu reče Potential. In ta Potential v bistvu združuje preko 140 partnerjev.
in to je iz 20 držav. Ne? In mi imamo tukaj, in to so partnerji iz javne uprave, iz privatnega sektorja, imamo celo Ukrajino, ki nas preseneča z svojim zelo napredno to digitalizacijo. Oni imajo v bistvu mobilni telefon, pa te uporabljajo že leta, ne, tako da so zelo, zelo napredni, tako da se malo učimo od njih, no, in tukaj v bistvu zdaj mi pripravljamo skupaj pač z vsemi temi partnerji, delamo v bistvu najprej na vzpostavitvi denarnice, ki bo seveda pilotna, zato ker še ni tudi pogojev, da bi imela kdorkoli že ta pravo denarnico, ne? Ampak v bistvu pilotno vzpostavljamo denarnice in jih potem testiramo na takih življenjskih primerih. Ne? Dobro, naše ministrstvo je recimo usmerjeno v storitve na portalih e-uprava, pa Spot, to so prav ti naši glavni portali za državljane, pa za podjetja. Potem je pa ta Ilerika, pa SECI sodelujeta v tem banking delu, to so v bistvu, mislim, da gre za odpiranje teh računov pri Ileriki. Pol imamo pa še elektronsko podpisovanje, no? Recimo druge države pa sodelujejo tudi, poskušajo že ta mobile driving license, to mobilno vozniško dovoljenje spraviti v bistvu v življenje, potem je recimo registracija SIM kartice. Jaz ravno, ko smo imeli v Veroni, sem mogla vzpostaviti to SIM kartico, ampak sem mogla iti pač prav na lokacijo v Italijo, da sem recimo dobila italijansko številko, ker sem jo pa potrebovala zaradi urejanja enih teh formalnosti, ne, tako da tukaj se gre pač to, potem je pa še recimo področje e-healtha, to se pravi e-recepti, kar ne bi bili v bistvu tudi to, da odlično. Ja, da lahko kamorkoli greš, imaš e-recept. Tako, ne. Tako da je recimo recept, ki je izdan v Sloveniji, da lahko grem jaz tudi v lekarno v Italijo ali pa v Avstrijo, ne. Tako da in to ne bi bilo v bistvu ta denarnica zdaj malo poskušamo skozi te pilotne projekte, kako bomo to kot uporabniki pač uporabljali, po drugi strani pa seveda vse te deležniki, ki so vključeni v to, kako bodo to vzpostavili. Tako da je zahtevno, ampak smo tako, smo navdušeni, malo zaskrbljeni, ampak vidimo, da pač je tak razvoj, no, ki nam prinaša v naslednjih letih, nam prinaša dobre stvari, upajmo. Če bi vprašali predstavnike generacije Z, ki je dobesedno rojena s telefonoma, ne, in z vsemi možnimi aplikacijami, se jim zdi vse to nekaj najbolj logičnega in čudno, da še ne obstaja. Vam pa povem iskreno, da tudi sama delim navdušenje nad tem, namreč že vrsto let, nekaj let, toliko kolikor obstaja ta možnost, da ne uporabljamo se, bi rekla, bančne kartice, torej e-banking in plačujem s telefonom in tako naprej, in moram reči, da to je res, bi rekla, ena lahkota bivanja, ne? Da nimaš pri sebi 1, 2, 3, 4 kartice, ampak pravzaprav to vse opraviš predvsem zelo varno, ker predno se nekdo dokoplje do tvojega telefona, do tvojega pina vstopnega in še pina v elektronsko banko, je zahtevna pot, ne? To ni hec, ne? Tako da jaz se mnogo bolj počutim varno, ko imam plačilne kartice na telefonu, kot pa kartico v žepu, ne? Tako da delim to navdušenje in držim pesti, da bo to dejansko se zagnalo zelo hitro, ampak vseeno, ko govorimo, koliko je potenciala pri vprašanju tveganja, kar se tiče varnosti, tudi teh, bi rekla, kibernetskih vdorov in tako naprej, bo to absolutno zaščitena zgodba, dokument, vendarle je pomembna stvar vezana na posameznika in njegovo identiteto pravzaprav. Ja, pa v bistvu z to denarnico, ne, bomo imeli tako single point of failure, ne, da boš v bistvu imel na enem mestu vse možnosti, ne, tako kot ti prinaša. To je živa groza, recimo. Tako, ker ti prinaša zelo veliko prednosti, hkrati je pa groza je groza. Ena točka bolečine. Ja, tako. Zdaj, tukaj v bistvu seveda je to prva skrb, ne? Da imaš ti v bistvu, da bo to varno. Zdaj, tukaj je tudi malo povezan z razvojem in odzivom
teh, ki ponujajo telefone, ki ponujajo te naprave pametne, da se bodo odzvali in da bodo v bistvu omogočili, da bo ta kriptografija zadaj, ker tukaj tudi nisem telefon kot ta naše sredstvo, tukaj v zadnji ogromno enih teh varnostnih elementov, zadnji so ene težke kriptografske zgodbe, tako da ravno z vidika, da to pač ne bo nekaj, kar bo v bistvu bolečina. Tako da mi v bistvu te denarnice, ko govorimo o teh obstoječih denarnicah, ki jih vsi verjetno danes uporabljamo, te Applove pa Googlove, tako naprej, zdaj ta denarnica bo morala izpolnjevati zelo zahtevne standarde. To so standardi, tehnični standardi, in tukaj ni samo sam telefon, ampak tudi cela organizacija, kako bomo mi v bistvu, kako bom jaz prišla do te denarnice. Ta denarnica ne bo tako nekaj, ki si jo zdaj nekaj zdownloadam iz App Store. Tukaj bo v bistvu potrebno vzpostaviti cel ta formalen postopek. Tako, ko moramo danes na upravno enoto po osebno izkaznico, bo tudi seveda ta začetek uporabe denarnice bo v bistvu povezan tudi z določenimi aktivnostmi, ki bodo povezane tudi s tem, da bom enkrat se mogla pojaviti v živo. Ne bo to kakšnih mrtvih duš, ki bodo mogoče to zlorabljali. Tako da to je sigurno, mi bomo v bistvu mogli, vsaka država mogla vzpostaviti tako imenovano certificiranje. To je zelo zahteven postopek, tako da bo to certificiranje denarnic bo 5 let, bomo mogli, na vsake 5 let bo veljavnost, potem bomo mogli pa še vsake 2 leti to obnavljati. Tako da, mislim, tukaj bodo v bistvu vsi možni ukrepi, ki jih seveda lahko zagotovimo, bodo v bistvu se v to denarnico nekako stekli, tako da bomo res imeli, kolikor se da, varno sredstvo, da se identificiramo, da podpisujemo, da kažemo ven te svoje dokazila. Seveda pa 100% varnosti pa tudi v fizičnih dokumentih ni. So primeri bili, recimo, tudi, ki so prišli za sliko, ko so se slikali, je potem, mislim, da se reče morfing, ko v bistvu, ko imaš te biometrične elemente, ki jih lahko potem zlorabiš. Tako da tudi pri fizičnih dokumentih so določena tveganja. Sploh pa, ko ste omenjali uvodoma umetno inteligenco, pa tako, tukaj je sigurno ta bojazen teh narašča. Ja, tako, ko napreduje tehnologija. Tehnologije v tehnologijo. Tako, v bistvu moramo potem slediti temu, tako kot ti virusi, ki jih imamo na računalniku, je treba vedno slediti potem, da te viruse nekako potem obvladujemo. In tukaj bo tudi pri denarnici bo gotovo skozi to spremljanje te tehnološkega napredka, da bomo v bistvu obvladovali ta preplet napredka, ugodnosti za nas kot uporabnike, da bo to čim bolj uporabniško prijazno, a hkrati mora biti tudi dovolj varno. In v bistvu to ravnotežje je nekaj, kar mi tudi skozi e-upravo, skozi storitve, skozi iščemo. Ta balans, to ravnotežje med prijaznostjo in potem varnostjo. Včeraj je to zvenelo še kot strašna znanstvena fantastika, danes ste pravzaprav pred vrati, ko se vsi odpremo e-denarnici, ampak vidim takole sploh po družabnih omrežjih, ko se kakšni najbolj napredni, recimo, ki imajo radi te gadžete in te tehnološke igračke in tako naprej, že malce hvalijo, da že nekaj teh storitev obstaja. Spomnim se prizora, kaj pa vem, z Instagrama ali kaj podobnega, ko je en gospod na svoji barki plačal oziroma se predstavil z e-identiteto, bilo pa je na Hrvaškem. Je Hrvaška v tem oziru lahko tudi naš zgled, kako pravzaprav oni, torej kot naši sosedje, to handlajo, ker ta zgodba iz Instagrama je bila vezana na Hrvaško. Zdaj, Hrvaška, recimo, oni so, vsekakor so zanimivi kot sosednja država in tudi veliko Slovencev ima, recimo, opravlja kakšne storitve. Sama Hrvaška je, recimo, zdaj, oni imajo
osebno izkaznico, elektronsko osebno izkaznico, imajo pa tudi že mobilno rešitev. Tako da iz tega vidika so napredni. Oni so tudi, recimo, kar se tiče te napredka, kar se tiče dokumentov, so motivirani s to njihovo situacijo pred šengenskim vstopom, so v bistvu tudi uspeli pilotno, sicer potne liste dati v to mobilno aplikacijo, tako da dejansko lahko ti z mobilno aplikacijo, ki se reče Certilia pri njih, je v bistvu uporabljaš tudi, recimo, bi lahko uporabljal za prehod meje, recimo na letališčih. To so nekako pilotno so vzpostavili, mislim, da za Finsko. Tako da mi v bistvu tudi nekako razmišljamo, oziroma tukaj je pristojnost Ministrstva za notranje zadeve, da v bistvu to potni list, kot recimo Digital Travel Document se temu reče, da v bistvu naredi tukaj korak naprej in da v bistvu tudi v Sloveniji poskušamo tukaj slediti temu trendu, da bi lahko pač v tej mobilni denarnici, da bi v bistvu povezali ga tudi z tem potnim listom. Da potem še naprej, mogoče je celo bolj še aktualno tudi vozniško dovoljenje. Tukaj se čaka na sprejem ene direktive, ki ne bi bila v tem letu in ne bi potem v 4 letih vse države v bistvu tudi to vozniško dovoljenje v bistvu dale v svojo denarnico. Tako da tukaj ta nekako Hrvaška, sicer recimo v tem našem pilotnem projektu, kar se tiče denarnice, je ni notri, morda je v kakšnih drugih projektih, ampak je gotovo to sodelovanje z sosedskimi državami je nekaj, kar ravno zaradi tega, ker so naši državljani zainteresirani, imajo kakšne barke, pa tako, da imamo potem tudi to sodelovanje nekako v teku in vzpostavljeno. Doktorica Alenka Žužek Nemec iz Ministrstva za digitalno preobrazbo. Vas lahko vprašam, kako pa bo, denimo, e-denarnica, ko se bo ta sistem vzpostavil, ko bomo državljani Slovenije in tudi celotnega evropskega prostora to sprejeli kot nekaj vsakdanjega, priročnega. Kako lahko to vpliva denimo na gospodarstvo, na našo dinamiko, na večjo učinkovitost družbe, agilnost, morda celo, če greva dlje, na našo produktivnost, dodano vrednost? Zdaj, gotovo je v bistvu ta vpliv na gospodarstvo, vsaj po izračunih Evropske komisije, se šteje v milijardah. Recimo za področje bančništva so naredili oceno samo zato, da bi banka, da v bistvu da jaz odprem račun, da v banki ni potrebno vzpostavljati svojega sistema. Ampak to je prihranek, o katerem sva že prej govorili. Tako. Kaj pa pri tem, ker si predstavljam, da ta orodje nekako vse skupaj pohitri, naprimer, kako pa so tukaj te, bi rekla, multiaplikativni učinki? Ja, kakšni bodo poslovni modeli, tukaj bodo sigurno, bodo lahko se ti privatni sektor, ki bo v bistvu po eni strani bo imel standardizirane dostope svojih strank iz cele EU-ja, tako da bo si razširil recimo lahko svoj trg z večjim številom strank, tako da bo gotovo to nekaj, kar bo v bistvu omogočilo večji trg. Po drugi strani bodo tukaj se tudi podjetja bodo lahko delovala bodo ponujala, da bodo lahko kot ponudniki teh dokazil, ki bodo šle v denarnico. Tukaj zdaj mi razmišljamo o teh dokazilih, smo govorili o vozniško dovoljenje, potni list, ampak tukaj bodo tudi kartice, celo e-denar se govori, kartice zvestobe, ne vem kaj. Tukaj bo v bistvu po moje ta razvoj, ko bomo videli, da to deluje, da to uporabljamo, bo v bistvu sprožil potem tudi te nove poslovne modele, da se bodo tudi potem pojavili novi ponudniki teh
storitev, ki bodo v bistvu na varen način lahko meni v bistvu omogočili, da bom jaz ta dokazila si dajala v denarnico, ne? Tako da tukaj so gotovo te priložnosti za gospodarstvo. Bomo tudi videli, kako bo z samimi ponudniki denarnic, ne? Ali bo to država imela eno denarnico, ne? Ali bo lahko tudi razvoj spodbujal, da bodo tudi različni ponudniki. Da se bo vsak odločil, pri katerem bo. Tako, ne? Tako da bo tukaj v bistvu, potem bo tudi recimo to bo brezplačna uporaba denarnic za fizične osebe, za poslovne bo pa v bistvu jaz kot podjetje recimo, kot direktor podjetja bom pa lahko mogoče mogla tudi plačevati, ampak to plačilo bo mesečni ali letni ali tako, tukaj bo tudi potem odvisno malo, kako bo država to vzpostavila, kako se bo ta razvoj, v bistvu se zdaj skozi te pilotne projekte, ki jih delamo, se malo začenja razmišljati o teh poslovnih modelih in priložnosti za gospodarstvo, ne. Praktično, doktorica Alenka Žužek-Nemec, kot ste mi izven etra dejali, da ste pogosto na poti Ljubljana-Bruselj. Kaj bi recimo e-denarnica vam prinesla tako zelo na kratko? Torej, potrebujemo osebni dokument, potni list, letalske karte, denar. Kako si predstavljate vaša premikanja za e-denarnico? Telefon je nekaj, kar imamo, ne? Če grem teč, če grem vedno imam telefon s sabo, ne? In se mi zdi ta telefon res tisto, podaljšana roka. Tako, brez telefona ne gremo nikamor, ne? Moj mož smo se zadnjič ravno peljali v Verono, je pozabil denarnico, ne? To klasično, in smo se mogli iz Vrhnike, ki je bila pa precejšnja gneča, smo se mogli vrniti domov v Ljubljano in še enkrat, ne. Tako da, ne, če imaš telefona ni pozabil. Že s tem ste nas prepričali. Ja, tako da potovanje v tujino, ne, je pa res je nekaj, kar bi gotovo mi naredilo življenje brezskrbno, dokler je seveda telefon tak, da mi baterija dobro dela, ne. Tako da je recimo v času covida, ko smo imeli tista covidna potrdila, sem enkrat ostala pred trgovino, ko sem imela na telefonu, ne, spraznen telefon, ne, tako da prinašam druge skrbi, tako da ne, ker mogoče zdaj še niti se ne zavedamo dovolj, ne, tako da ja. Sicer pa me zanima, če greva iz e-denarnice še k pravzaprav vašemu core delovanju, to je e-uprava. Veliko smo tudi v medijski hiši Delo namenili časa in pozornosti raziskovanju, analiziranju, delovanju e-uprave. Kakšen imate v tem trenutku vtis? Recimo, je e-uprava nekaj, na kar je lahko država ponosna, bi lahko rekli, da učinkuje, je agilna, je user-friendly? Ja, zdaj, jaz mislim, da imamo s temi zasnovo, s tem, kar imamo zdaj na voljo, z temi portali, smo na dobri poti. Tudi, kar se tiče, če pogledamo neodvisno oceno od Evropske komisije, nekako se uvrščamo v povprečje. Tukaj recimo najbolj napredna je Malta, pa Luksemburg, pa tako, ne, tako da tukaj gotovo je vedno možnost izboljšave. Mi v bistvu nekako jemljemo te ocene kot nekaj, kar potem nam daje v bistvu vpogled, kam je treba naprej. Imamo tudi strateške dokumente, se zavedamo, da bi bilo treba stvari poenostaviti, poenotiti, ne nazadnje, ne, tako da in ravno ta del identitete, ne, so mogoče za nekatere tudi mogoče frustracija, da ne znajo, niso vsi tako vešči tega, ne, tako da je ta denarnica ne bi v bistvu gotovo pripomogla tudi k večji uporabnosti, k večji enostavnosti. Seveda so pa potem tudi v državni upravi tudi druga ministrstva, ki so nekako lastniki teh storitev, da v bistvu da se zavedamo vsi, da smo skupaj na tej ladji, ki vodi v to boljše storitve, ne. Je pa ta proces izboljševanja teh storitev je tak ongoing, ne. To je v bistvu
daš storitev, moraš preverjati, kako ta storitev, kako jo uporabniki dojemajo, kje imajo težave in potem spet cikel izboljševanja. Tako da tukaj je proces. Tako, Stalno bo učil pravzaprav pristojnih. Tako. To je, in tukaj tudi na našem ministrstvu pa tudi spodbujamo pač organe, da se tega zavedamo vsi, da je da je ta naloga skupno vse javne uprave, da v bistvu pomagamo. Tukaj tudi sodelujemo z kakšnimi temi NGO-ji, to se pravi temi nevladnimi organizacijami, z združenji, da omogočimo dostope tudi, ne samo državljanom, ki pač so vešči uporabe, tudi tukaj naslavljamo tudi te, ki so manj vešči, starejši uporabniki, ki so morda še malo potrebujejo pomoči, potem so tudi recimo invalidne osebe, ki jim je potrebno zagotoviti, da imajo nediskriminatorno možnost upravljanja storitev. Tako da tukaj ta dimenzija je v bistvu precej široka. Mislim, da sva na to temo kar nekako veliko teh, bi rekla, servisnih oziroma uporabnih informacij podali, toliko, da pravzaprav slovenska javnost, vsaj v tem, bi rekla, obrobju, recimo, da nekako spoznava, kaj nas čaka, kakšno olajšanje, saj iz mojega konteksta uporabe e-banke je to pravo olajšanje, zato tako tudi rečem in razumem to kot veliko priložnost za celotno Evropsko unijo. Ampak tako, da še malce slišimo prav vas, kako živite v teh okoliščinah. Poletje je, jesen bo zanimiva, mislim, da že kar nekako se vse ogreva in nekako pripravlja na jesen. Kakšna je vizija Ministrstva za digitalno preobrazbo v tem kontekstu? So kakšni projekti poleg tega, s katerimi se intenzivnejše ukvarjate? Mi nekako si prizadevamo, da bi v bistvu vzpostavili enotni standard, to se pravi, da nimamo portala, e-davki, kjer v bistvu jaz moram na en način recimo uporabljati storitve, potem imam e-upravo, ki na drug način uporabljam storitve, pol imam zapis, ki je tretji način. Mi bi v bistvu želeli, da v bistvu se te stvari nekako grejo v skupni smeri, da naredimo neke standarde za slovensko javno upravo, za slovenski javni sektor, tako da nekako to se mi zdi tak glavni fokus. Poleg seveda tega, da želimo samo delovanje javnega sektorja narediti učinkovitega in zato se tudi veliko dela na teh novih tehnologijah, na teh metodah recimo za odločanje, podatkovna skladišča, umetna inteligenca, ki bi v bistvu pa potem samo delovanje javnega sektorja naredilo bolj agilno, bolj učinkovito, tako da bi recimo modernizirali tudi znotraj delovanja javnega sektorja vse te delovanje, ki se mi da potem vpliva tudi na boljše javne storitve. Ker svet z nestrpnostjo pričakuje, kaj se bo zgodilo na ameriških tleh v kontekstu ameriških volitev. Seveda vsa zgodba močno potem zatrese svet, preobrne pravila igre. Me zanima, ali se nam obeta tudi, možnost e-volitev v Sloveniji v prihodnosti. Kdaj bomo to dočakali? Zdaj te e-volitve nekako skozi gledamo Estonijo, ki je to uvedla že nekdaj. Tako da zdaj, da bi bile pred vrati, jaz mislim, da jih še ni. Zdaj, mogoče kolegi bi lahko kaj več povedali. Zdaj, e-volitve so tako, recimo Estonci so tak stereotip ljudi, zato so tako uspešni, zato ker oni, enkrat je en profesor estonski rekel, oni se ne radi gledajo v oči, in oni v bistvu
tako gledajo, ne, tako se. No, to, mogoče kot zanimivost, to je on predstavil enkrat, ko smo imeli en online predstavitev na fakulteti za upravo in je potem vstal, ne, ker smo se ravno ta fenomen Estonije, ne, ker je vsi nekako se zavedamo te Estonije, ne, in je potem vstal, ne, in je potem on zgoraj imel tak rekelc lepo, ne, spodaj imel pa pižamo pa copate, ne, tako da je v bistvu malo pokazal, no, pač smo nekako združili, ampak hočem reči to, no, da je pokazal, da Estonci so res tako, niso zelo odprti, ne, in zato je v Estoniji v bistvu ta trend, da ti nikoga ne srečaš, je pri njih ta ključ do tega uspeha in da tudi te e-volitve iz njih tako, rešitev, ne, da potem ti ni treba in ne. Ker recimo, jaz sem enkrat govorila z Nemci nočejo e-volitev, ne, zato ker je to za njih trenutek združevanja, srečevanja, klepeta. Tako nedeljska ritual. Tako, nedeljsko združenje, srečanje družine, ki gre skupaj na volitve, ne. Tako da zdaj, jaz tukaj iz zadnjih informacij ne vem točno, e-volitve nisem zdaj v zadnjem času kaj slišala na to temo, vsekakor pa je skozi to nekako prisotno e-volitve, ampak mislim, verjetno tudi to, da zagotoviš potem varnost, zanesljivo identiteto, ni tako enostavno, ne, tako da je tukaj nekaj, kar morda v prihodnosti. No, ampak zanimivo, kako so pravzaprav prav vse stvari naj bodo še tako in digitalne in artificial intelligence in tako naprej, nekako podvržene vendarle človeški naravi, ne, ali pa celo neki značilnosti, kulturološki značilnosti naroda, tukaj se loči sever, jug, še vedno zelo tradicionalno, torej neke tiste človeške klasike še vedno brbota v svetu. Absolutno. Zanimivo. Recimo, tudi, ko se pogovarjamo o denarnicah, ne, vidiš potem malo mogoče ta skandinavsko odprtost, ne, kjer v bistvu ti lahko tam pokličeš po telefonu, pa opraviš vse storitve, ne rabiš nobenih varnosti, ne, pa potem recimo mi, kjer rabiš podpise, pa rabiš potem lastnoročne podpise, pa posod to najvišjo varnost, recimo, ali pa Avstrija, ne, tako da izhajamo iz te kulture, ne, in je tukaj v bistvu ta zaznavanje teh rešitev vse skozi to našo zgodovino skupno. Previdnost, varnost, absolutno mora biti zagotovljena maksimalna varnost. Ne? Tako da to je sigurno, tukaj se, tako kot ste rekli, ne, v bistvu točno to se kaže tudi potem, ko gremo v Bruselj na sestank, pa potem ne, en bi tako, in potem je treba to nekako sozvočje. Tako, točno tako, one malo pripela, da mogoče pa ni to kvarno, kakor vi mislite, ne. Nas pa v bistvu malo mogoče zrahljati tudi varstvo osebnih podatkov, ne. Nekateri vidijo to varstvo osebnih podatkov, pa ta GDPR, ne, nekateri vidijo to kot prednost, ne, nekateri pa kot oviro, ne, tako da je tukaj... Pogovarjava se v studiu medijske hiše Delo in vam povem, da ko je ta GDPR prišel v veljavo, koliko je bilo enih zadreg in tako naprej, vsaka naročnina, to je absolutno danes nekaj kot en velik standard, merilo, norma, ampak na začetku pa nam je to nalagalo ogromno enih težav. Tako da zanimiva izkušnja, pa vendarle mi povejte, torej čakate na zadnji teden avgusta, na vaše počitnice z družino, s seboj vzamete kup analognih knjig ali eno tablico, kjer so naložene e-knjige, ali sploh berete, ali se nekako sprostite in pustite vso vsebino nekje ob strani? V prvi vrsti vzamem ves možen napihljiv program, vzamem super čolne, ker sem zelo rada na vodi, dobro, rada tudi plavam, ampak še rajš pa veslam, tako da mi je to užitek. Tako da vzamem pa tudi kup analognih, tako imam eno
eno torbo, kjer je moja rdeča torba, ker sem bila prvič v Ameriki, ravno z področja identitet na eni konferenci, in tista torba je že 20 let me spremlja, kamor naložim veliko knjig, veliko časopisov, ki sem uspela prebrati delo, priloge dela za ene par tednov nazaj. Vse to dobite danes v dar, v zahvalo, da ste bili moja gostja v podcastu Supermoč. Nekako radi goste podstrekljamo z analognim branjem, ki je še vedno, bojda po vseh raziskavah, najboljša kakovost preživljanja prostega časa in tudi pravzaprav te kognitivne sposobnosti, ko človek bere na papirju, se drugače urijo, kot pa online. Ja, vsekakor. Torej, sama pa nekako sledim temu hibridnemu modelu, se mi zdi, da je to kar ena taka dobra ideja, digitalno, hitro, učinkovito, praktično in pa analogno, kjer pa je čas. Se malo ustavi. Tako. Doktorica Alenka Žužek-Nemec, zelo sem vesela, da ste prišli v medijsko hišo Delo. Upam, da vam ni bilo težko. Mislim, da te zgodbe, ki so vezane na vaše področje, karierno področje, pravzaprav imate v malem prstku in kar zaživite, ko pripovedujete o njih. Tako da vam in pa seveda tudi ministrstvu, celotni družbi nekako privoščim in želim, da čim bolj uspešno, varno in učinkovito stopi na polje e-denarnice in vseh drugih smelih in ambicioznih projektov, ki bodo pripeljali družbo na eno tako višjo raven. Pri tem pa ne pozabimo, da ostajamo ljudje. Absolutno. Hvala lepa. Hvala lepa in seveda hvala lepa tudi našemu pokrovitelju, podjetju Setce, ki ima v svoji biti, poslovni biti, blagovno znamko Better Sign, ukvarjajo se z e-denarnico, z e-podpisom in tako naprej. Skratka, hvala temu pokrovitelju za to, da je podprl tako pomembno in tudi, bi rekla, uporabno vsebino, ki smo jo danes povedali z mojo sogovornico, doktorico Alenko Žužek-Nemec. Vse dobro. Hvala lepa. Hvala lepa.